Živijo, tle sem v potočku, gledam zvončke. Rada bi, upam, da mi bo uspelo na kratko opisati svoje mnenje, mišljenje glede teh popularne tematike moške in ženske energije. Vsak človek, čisto vsak človek, vsako bitje v bistvu, vsaj tukaj smo sesalci in tako, in tudi ostale vrste večinoma, mora nastati iz moškega dela in ženskega. Fizično, recimo ali je to jajčice in semenčice, ali je to v kakršnikoli drugačni obliki, tudi recimo energetsko. Tako da meni je nek časa, logično, bila sem zelo v svoji moški energiji, moram biti bolj v ženski, moram biti v ženski. Potem pa eni so res samo v ženski, ene ženske so potem samo v ženski energiji. In vso to moško energijo pričakujejo od moškega. Dajte malo razmisliti, Če vsak človek narejen iz moškega in ženskega dela, zakaj bi bila jaz, če sem ženska zdaj, kar nimam moške energije, vse pa kaj? Hvala, da jo imam. Sam na kakšen način jo uporabljam, je pa drugo. Če sem se jaz naučila zaradi nekih okoliščin uporabljati to energijo, ki lahko rečem neka moška energija, sem se jaz naučila uporabljati na nek način, da je nezdrav. Recimo, primer nezdrave moške energije v ženski bi bilo nezaupanje, dominantnost, ljubosumje, kontrola. Vse te lastnosti, ali pa recimo tudi malo agresija, zavajanje. Tako, upam, da se dala nekaj primerov, a pa ne vem. Nezdrava ženska energija v ženski, da ne omogočaš človeku prostora, da pričakuješ od njega ljubezen, a sama je ne daješ. Se jaz dajem vse, jaz se tako trudim zanj, ampak on me nič ne da nazaj. Če si čustveno nedostopna, boš čustveno nedostopnega človeka tudi imela. In obratno, moški isto. Moški v svoji nezdravi ženski energiji bo čisto ista, kot ženska, ljubosumen bo, nezaupljiv bo, tak. Če bo pa v svoji nezdravi moški energiji, bo pa ful agresiven. Isto je. Tako sam jaz razmišljam. Ampak meni se zdi to zelo logično. Ko se posvetiš sebi, res sebi, greš za 1 uro hoditi, vsi v naravi, in se posvetiš sebi v smislu, kaj je moja zdrava ženska in zdrava moška energija. Zdrava ženska energija je energija. Zdrava ženska, torej za moške in ženske. In za vse tiste, ki se opredeljujete za unih, 5000 stvari, ki je, ne vem, naštet vmes. Zdrava ženska energija je, da znaš zaupati, da zaupaš. Zemlji moraš zaupati. Kaj je Zemlja? Zemlja je planet fizično ženskega spola, tudi, ampak mama Zemlja, nam daje kaj? Prostor nam daje. Torej, zaupati je treba. Dati prostor. In kaj nam daje? Daje nam življenje. Če se s kateri s čakrami ukvarjate, to so prve 3 čakre. Daje nam življenje, daje nam prostor, daje nam hrano. Zakaj je popkovina povezana z mamo? Valjda, nekako moraš otroka nahraniti, Ampak kje je? Ko je v maternici, je v prostoru, je v varnem prostoru. Torej na planetu Zemlja smo varni, dokler
nismo v svoji zdravi energiji in se začnemo zanemarjati naše telo, to pa očitno Zemlja, to, ko mi njeno vibracijo ustvarjamo, vse jo mi ustvarjamo, vse smo del Zemlje, se bomo povrnili v Zemljo. Hočeš, nočeš. Del, kar je ženske energije, torej zemeljske energije, bo ostalo, se bo vrnilo v Zemljo. Del, kar je moške energije, kar je kozmične energije, bo šlo nazaj v eter, v kozmos, v, ne vem, Bogu. Se Bog je tudi, zakaj je Bog moškega spola? Mislim, tako kot beseda. Bom zdaj govorila dejansko o spolu. Meni se zdi zelo tako, no. To je samo moje razmišljanje sicer, ampak meni se zdi to tako, v bistvu, ko malo pomisliš, ful logično, no. Torej, zaupanje, hrana oziroma ljubezen, varnost, to je zdrava ženska energija, ki jo tudi moški lahko da. Moški mora dati ženski, moški mora ženski zaupati, moški mora priskrbeti hrano, torej to, ali hrano fizično, ali hrano ljubezen gre skozi želodec, mora ji priskrbeti prostor, ali pa ji dati prostor, v smislu, lej, ona bi šla rada tja, ona bi šla rada ven, ja. Kaj je pa njegova, torej moška zdrava energija, ki jo moramo tudi ženske imeti, tudi ženske. Ja, je pa seveda ta podpora, ta varnost, to je srce. Srce je naša podpora, srce, celo telo, mislim, je generator za vse. Pa to enkrat gre, pa konc. Tem, kaj govoriš? Ali govoriš resnico, ali govoriš, ne vem, torej tvoje besede, to je zdaj po čakrah, ne. Moški, če gremo zdaj v prazgodovino, so bili tisti, ki so mogli zastrahovati, ne vem, večje planilce, ne, pa glas imeti. Vse ženske imamo tudi glas, vse ženske smo tudi močne z glasom. Samo moški naj bi imeli to, ko bi rekla, bolj naravno. Ne, zato tega, ker ženske, ko smo v svoji zdravi ženski energiji, nam je čisto naravno, da damo moškemu prostor, da je on v bistvu svobodo mu moramo dati, ker moški rabi svobodo. Zdrava moška energija pomeni svoboda. Če se ženske želite počutiti v svoji zdravi moški energiji, si morate dati svobodo. Si jo morate dati, ne zahtevati od nekoga drugega. To je vse, je v bistvu, kar izvira iz vašega notranjega sveta. Če vi hočete imeti zdrav odnos s svojim partnerjem, ne morate sem zahtevati, zdaj bom pa jaz komplet v moji ženski energiji, on bo bil pa zdaj v moški. Ne. Ne bo, ker včasih bo bil v odnosih z drugimi, on bo rabil takrat bi sem žensko energijo imeti. Ne mora pa skozi šiftati. Naučite se biti v ravnotežju za svojo žensko in moško energijo. Pa bo svet lepši. Zato, ker bo notranji svet uravnotežen. In to, kar smo od znotraj, smo tudi zunaj. Vse pravijo, ne? Če se pravi, tako. Planet Zemlja pa Bog. Pa zdaj, ali ste religiozni ali ne, mi sploh ne zanima. Jaz načeloma nisem. Jaz v naravo verujem, ali pa ne vem, v te sile, ali pa tudi rečem, mama Zemlja, oče kozmos, Bog. Ma se vseeno. Jaz verjamem v vse in hkrati ne verjamem v nič. Ne? Ampak kar jaz verjamem, zdaj sploh ni pomemben. Gre se za to, da če razmišljate, ne, da je Zemlja, pa je Bog, ne? In da je Bog naredil Zemljo. In da je Bog naredil vse, kar imamo tukaj. Mislim, čudovito vse, kar imamo tukaj. Je bolje to tako v nas, ne? Njo se kje pritoževati nad Bogom. Vsi imamo Božje esence v njem, vsi imamo dušo. Naj bi bila duša neka Božja esenca. Skaj bi se pritoževali? Naredi, ustvari si v svojem svetu. To je tvoj svet, to je tvoja Zemlja. Sadi, neguj, dej ljubezen, dej hrano, dej svobodo, dej mir, dej radost. Je kok. Pejt na sprehod, pa se vpraši, piši dnevnik, pejt plesa, ne vem, naredi nekaj, kar se poveže s sabo. Povezuj se s sabo, pejt objem drevo, objem prijatelja. Ja, pa to je spet naslanjanje na nekoga drugega. Reči sem za objem in nič drugega.
Zato, ker ga ti rabiš to začutiti. Ali ti primanjkuje oksitocina, ali ti primanjkuje dopamina. Če imaš premalo oksitocina, si anksiozen, če imaš premalo dopamina, si depresiven. Če si v depresiji, živiš v preteklosti, skozi hraniš tisto energijo, če si anksiozen, si v prihodnosti, skozi hraniš energijo v prihodnosti. A pismo rastlo, zakaj pa nisi nikoli tukaj? Te bo tukaj, no. A ne boš imel nič? Mislim, bo vse tako, kot mora biti. Vse mora biti malo enega in drugega, ampak, ne vem, no. Tako se jaz mislim. To je zdaj mojih 10, skoraj 11 minut, kaj si mislim trenutno in koliko sem sposobna misliti si v tej ženski in moški energiji in pač moje razmišljanje. Če se komu kajkoli posvetili, pa mu je to prav prišlo za razmišljanje, veš pa, lepo se imejte, pa malo potučka.